Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel vikend posvečen veliki nagradi Belgije. In tudi tokrat, kot ponavadi v uvodnem prispevku, vse tiste značilnosti ter zanimivosti, preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Kot smo že dodobra navajeni, bo tudi tokratni uvodni prispevek k veliki nagradi Belgije razdeljen na 3 dele, kjer si bomo najprej ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge Spa-Francorchamps. In na koncu še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. Danes bomo lahko razumeli, zakaj je tako pomembno spominjati se dirk iz preteklosti. Ne bomo se obračali preveč nazaj v zgodovino, ampak ogledali si bomo, kaj se je na belgijski dirki zgodilo lani. Verjamem, da se še vsi spomnite diskvalifikacije Georgea Russella in polemike, ki je nastala. Ampak najprej si je pametno ogledati, kaj se je lani zgodilo na kvalifikacijah. Najhitrejši je bil Max Verstappen, ampak pole position je pripadal Charlesu Leclercu. Max je na štartnem razporedu bil šele 11. Zakaj, bi se lahko spraševali, ukolikor se ne bi spomnili dogajanja, ker je Max tu v Belgiji vgradil nov motor z notranjim izgorevanjem in ker je prekoračil isto dovoljeno število enot, ki jih ima na sezono, je dobil 10 mest pribitka. V Belgiji je izjemnega pomena imeti svež pogonski sklop z nizkim številom kilometrov. In prav zaradi tega so Maxu kljub kazni dali novo enoto. Naprimer, Yuki Tsunoda so zamenjali toliko elementov, da je dirko enostavno začel iz dna, ampak zopet dokaz, da je pomembno imeti svež material, predvsem na ravninah, kot je Kemmel. A če pustimo sedaj kvalifikacije pri miru in si ogledamo malce bolj podrobno, kaj se je zgodilo na dirki. Znano nam je, da je George Russell veliko nagrado Belgije prevozil z enim samim postankom, medtem ko so se v večini primerov njegovi nasprotniki odločili za strategijo z 2 postanki. In George Russell je bil na koncu tisti, ki je prvi prečkal ciljno črto. Je dirko zmagal? Absolutno ne. Namreč zaradi tega, ker je spremenil strategijo sredi dirke, je imel tudi tisti drugi del izjemno dolg. Če si ogledamo malce ta graf, bomo takoj ugotovili, da so se skorajda vsi nastopajoči ustavili tam med 10. in 12. krogom. Oni strategijo z 2 postankoma so na to vajo ponovili še tam okrog 25. oziroma 26. kroga. Le George Russell je bil eden izmed redkih, ki je vztrajal, ampak s tem vztrajanjem je tudi obrabil svoje pnevmatike. In obraba, hočeš nočeš, vpliva tudi na skupno maso bolida. Pri tehtanju po končani dirki so ugotovili, da je imel Mercedes Georgea Russella približno 1,5 kg prenizko maso. In to pomeni avtomatsko diskvalifikacijo. Kje je bila napaka, ki so se jo privoščili pri Mercedesu? Predvsem je bila napaka to, da so strategijo menjali sredi dirke. Ukolikor bi George Russell vztrajal še kakšen krog na tisti pnevmatiki medium in malce kasneje menjal kot ostali, bi na koncu lahko bil zmagovalec.
In verjetno se še mnogi spomnite polemike okrog častnega kroga. V Belgiji je krog dolg malce več kot 7 kilometrov. In zaradi tega že tradicionalno po končani dirki ni tistega častnega kroga, kjer vozniki običajno nabirajo drobce gume na svoje pnevmatike in tako povišajo maso. Ampak tako kot ga ni bilo za Georgea Russella, ga ni bilo tistega kroga tudi za ostale nastopajoče. In seveda vsi se dobro spomnimo, da je bil edino Russell diskvalificiran. In seveda ta odločitev Georgea Russella je pri Pirelliju privedla do neke ideje, o kateri bomo govorili čez nekaj minut. Seveda ne moremo mimo dejstva, da je proga Spa-Francorchamps ena izmed najbolj znanih v celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Imamo ogromno ovinkov z lastnim imenom, z legendami, ki so vezane seveda na razne dirke, na razne prigode. Verjetno vsi mi poznamo kombinacijo Rouge-Rédillon. Imamo dve območji DRS-a, kjer je pa tista ravnina Kemel glavna točka, kjer bi lahko videli kakšno prehitevanje, kakšne boje. In seveda sedaj si lahko ogledamo znano tabelo Pirellija, kjer bomo takoj ugotovili tisto spremembo, ki so jo napravili pri Pirelliju. Vidim, da ste že opazili preskok. Namreč letos imamo pnevmatike C1, C3 in C4. Lani je bilo običajno C2, C3 in C4. Namreč prav ta odločitev Russella, da spremeni strategijo, je Pirelliju dala nekako idejo, da bi lahko tu poizkusili tudi zares imeti dva različna načina, kako interpretirati dirko z enim ali dvema postankoma. Zato pnevmatika C1, ki je rahlo počasnejša od C2, ampak ima tudi obrabo, ki je rahlo drugačna. Videli bomo na dirki, čeprav vam priznam, da moja strategija je skorajda že do popolnosti napravljena, vsaj v mojih mislih. A treba si sedaj ogledati malce lastnosti proge v Spaju, kjer imamo kar nekaj zanimivosti, kar nekaj točk, na katere bi vas rad opozoril. Seveda, pospeševanje in zviranje na tej znameniti progi imata izjemno visoko vrednost, torej 4. Imamo evolucijo, ki ima vrednost 3, to še ne pomeni, da proga nima oprijema, ampak da je količina gume, ki jo nanesejo tudi druge kategorije, tolikšna, da ni kakšne razlike med začetkom in koncem vikenda. Imamo seveda aerodinamični oprijem, ki je nižji od povprečja, torej vrednost 2, in imamo lastnosti asfalta. Namreč abrazivnost in oprijem v letošnji tabeli imajo vrednost 3. Ampak zanimivo je, da lani smo tu imeli vrednost 4. Ampak asfalt se ni spremenil, morda so se spremenile pnevmatike, morda se je spremenilo povprečje. Ampak glavni dve točki, kjer moramo biti mi navdušenci izjemno pozorni, so stres, ga doživijo pnevmatike in bočne sile. Tu vidimo vrednost 5, tisto najvišjo, ki je možna po tabeli Pirellija. In torej nam je sedaj jasno, zakaj imamo tudi na grafičnem prikazu razvidno, da bodo bočne sile tiste, ki bodo kraljevale pri vseh težavah, ki jih bodo imeli vozniki tudi na letošnji veliki nagradi Belgije. In seveda sedaj si bomo ogledali najprej tisti previsni kot, ki ga določa Pirelli. In tu vidimo, da na veliki nagradi Belgije je nekako zabetonirana že dolga leta. 2,75 stopinji spredaj
in stopinja in pol zadaj. Zanimivo je, kaj se je zgodilo pri tlaku. Kljub temu, da imamo preskok, kakšnih večjih razlik od tistega, kar smo videli lani, ni. Namreč spredaj 26 funtov in pol na kvadratni palec, zadaj 24 funtov in pol na kvadratni palec. Spredaj se je tlak dvignil za pol punta na kvadratni palec. Ampak zanimivo je nekaj drugega. Namreč od začetka uporabe 18-palčnih platišč se je tlak tu na veliki nagradi Belgije močno zvišal. Namreč v sezoni 2022 smo imeli 25 funtov na kvadratni palec na prednji osi in 22 funtov in pol na zadnji osi. Torej, punt in pol spredaj višji tlak, 2 punta na zadnji osi višji tlak, seveda na kvadratni palec. Zakaj je to tako pomembno? Višji kot je tlak, v bistvu nižja je temperatura, težje je ogreti pnevmatike. In to v resnici pomeni, da v tem obdobju so bolidi hitrejši in hitrejši, da je aerodinamika tista, ki omogoča voznikom Formule 1, da gredo bolj na polno, zato je treba dvigniti tlak, da ne pride do ekstremnih pregrevanj. In sedaj, ko smo malce razumeli lastnosti proge v Spaju in tiste osnovne nastavitve, je prav, da si ogledamo tudi vremensko napoved. Čeprav so nekateri pred nekaj dnevi že klicali po vremenu, ki smo ga videli, seveda na tistem dogodku vezanem k veliki nagradi Belgije iz sezone 2021, so vremenoslovci spremenili napoved. V petek je možnost padavin tukaj visoka, okrog 60%, in temperatura med 13 in 21 stopinj Celzija. Ampak to je izjemno pomembno. Namreč v Belgiji bo priložnost videti verjetno zadnje večje posodobitvene pakete letos in tu na progi Spa-Francorchamps bomo imeli sprint, torej le en prosti trening in seveda takoj tiste kvalifikacije za sobotni sprint. In ukolikor bo deževalo, je vsakomur jasno, da bodo mnogi lahko tavali v temi. Ampak to je Belgija, kjer je sončno vreme vse 3 dni, prej izjema kot pravilo. V soboto in nedeljo bomo imeli dokaj podobne vremenske razmere, oblačno. Možnost padavin se bo spustila na približno 20% in temperatura v obeh dnevih se bo gibala med 12 in 22 stopinjami Celzija. Torej, podobno kot v petek, le da ne bo padavin, ampak vseeno, če bo sonce skrito za oblaki, se bo tudi temperatura asfalta spustila, kar bi pomenilo zopet zanimivo dogajanje. Še posebej, ker imamo isto pneumatiko C1, ki zavzema mesto pneumatike H. A kar se tiče našega uvodnega prispevka, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.